Prejemnica Levstikove nagrade, nagrade Hinka Smrekarja, Župančičeve in Levstikove za življenjsko delo, Slovenka leta 2011, častna meščanka Ljubljane 2016, predvsem pa ilustratorka, ki je s svojimi ilustracijami številne otroke popeljala v svet domišljije in pravljičnosti. Otroštva si brez nje ne moremo predstavljati. Kaj pa so ilustracije dale njej? Meni so dale eno osebno satisfakcijo, neko zadoščenje v življenju, da si nekje tisto sem si ustvarjala sebi, kar sem želela, da bi bilo, pa ni bilo zmeri. In je v bistvu to delo, neko delo, ki ga delaš sam sebi, zato da lažje preživiš. In če to delo potem tudi na druge deluje na podoben način, potem stvar ni zgrešena. Največji vzornik oziroma zgled je od nekdaj predstavljala Marlenka Stupica. Kdaj pa se je pojavila ta ljubezen do ustvarjanja? Kdaj ste začutili, da imate to žilico? Kdo vam je bil pravzaprav navdih? Meni se zdi, da je to z mano prišlo na svet. Ko nisem sploh lahko nekaj sama čečkala, ampak prej ali pa tudi vmes sem bila pa, kako bi to povedala, en velik občudovalec in častilec lepote. Vse, kar je bilo lepo, sem vedno strmela in uživala. Tudi če so me v cerkev peljali, jaz sem gledala slike, pa sveče, pa svečnike, meni je bilo lepo. V naravi sploh ne. Živali sem imela vedno rada. Lepe stvari so mi bile všeč. Le kdo ne pozna prikupnih likov, kot so Miškolin, Šivilja in Škarice, Cepet Cepetavček, Moj prijatelj, Piki Jakob, Maček Muri, Zmaj Direndaj, Škrat Kuzma in drugih, ki ta trenutek krasijo tudi prostore gimnazije Franceta Prešerna. Ja, spet je umetnost potrkala na naša vrata. Mi smo jih seveda z veseljem na stežaj odprli in sem prepričana, da bo to eno krasno obdobje za dijake, pa tudi za obiskovalce, ki se bodo v naših prostorih oglasili zunaj pouka ali tudi med poukom. Njene ilustracije so prepoznavne po prijaznih, nežnih in dodelanih podobah narave, živali, rastlin in otrok. Kakšne pa so po njenem mnenju ilustracije danes? Jaz v bistvu odhajam, kot vsi ta stari, enkrat moramo. Prihajajo novi in jaz sem vesela, da se je kar neka dobra skupina pojavila za ilustracijo. Ker zdaj bo malo, mogoče bo kdo hud, ampak ilustracija še zmeraj nekaj, ker je to za otroke mišljeno in delano, kjer ostaneš nekje blizu eni naravi, eni prirodi, nečemu to. Drugače pa slikarstvo, kiparstvo, to je samo še inštalacija, to so samo še nekaj. Jaz ne čutim več tega, sej lahko me popluvajo, ampak tako je. In to je še edina postojanka, kjer se lahko ustaviš pa narišeš kravo ali pa mačko ali pa gozd. Drugače pa vse, karkoli šteje, mora biti zelo moderno, tako da noben ne vidi pa ne zastopa, je pa dobro.